Test številka 3 v turškem pripravljalnem kempu, tudi tokrat po vmesnem dopoldanskem treningu, saj tekme ne vplivajo na vadbeni režim. Ob vesteh o mrazu v domovini je seveda treba izkoristiti prav vsak termin za aktivnosti na plus 15 stopinjah, ki so zaznamovale vikend v Beleku. V vijoličasti četi je izven pogona še vedno Argus, ki zaradi poškodbe kolena obiskuje terapije in lahko dela le vaje za moč. Po udarcu Ugležen med sobotnim treningom pa začasno miruje tudi Alen Ploj. NK Maribor in Vaslui, udeleženca Lige Evropa v jesenskem delu sezone, romunski predstavniki v skupini, v kateri so bili še Lazio, Sporting in Zürich zasedel 3. mesto, sta uprizorila pravo tekmovalno preizkušnjo. Ja, res je, dobro so zgledali, dobro so nam držali žogo. To vse poje, da so lani jeseni zbrali 6 točk Lige Evropa, bili smo v zelo težki skupini in mislim, da smo se dobro borili danes. In ko smo odigrali par hitrih žog, se je videlo, da se da tudi proti njim igrati in tako smo tudi zabili gol. Začelo se je s hitrima goloma. Prvi udarec v okvir gola je ob žogini spremembi smeri končal v mariborski mreži. Vesli se je po akciji na levi strani odločil za udarec, Rajčević mu je skušal preprečiti namero, a ga je žoga zadela in se odbila ob desni vratnici čez golovo črto. Romuni še niso prav proslavili vodstva, že je sledilo izenačenje. Izenačenje po res odlični akciji. Majer je izvajal out, Tavares se je mojstrsko otresel spremstva in podal do Mezge, ki je po prodoru z natančno podajo spravil žogo do Volaša. Povratnik je z bližine zabil pod prečko. Po tej spretni kombinaciji še en poseben dogodek v Beleku, tokrat v organizaciji Viol. Na 2400 km oddaljeno prizorišče priprav so prispeli tudi najzvestejši navijači Maribora, da bi namenili podporo ekipi. To je res redko videna, posebna oblika štajerske nogometne zvestobe. Videli so igro dobrega tempa in precej dobro izpeljanih akcij. Najprej je Adailton z roba kazenskega prostora dobro nameril proti želenemu cilju, Handanović je z odličnim posredovanjem odbil v kot. Pred odmorom še ena obetavna situacija pred romunskim golom. Kot je izvajal Mezga, Volaš z glavo še drugič skušal spraviti žogo v mrežo. Vratar Černjavskas mu je preprečil namero in z nekaj težavami uspel ukrotiti žogo pred golovo črto in Mertljem, ki je čakal na napako. Jasmin Handanović je na drugi strani poskrbel, da ni zadel Ndoje. Končalo se je s skotom in k sreči brez resnejše poškodbe. Do zadnjih trenutkov pa je bilo več verjetnosti, da bi se dvoboj končal že v rednem delu. Z zmago slovenskega prvaka. Berić je v tej akciji dobro prestal dvoboj, odvzel žogo pred romunskim kazenskim prostorom, podal do Velikonje, ki je skušal presenetiti vratarja z lob udarcem, a je Coti uspel žogo ujeti. Da je ostalo pri 1:1, so imeli tekmeci tudi naklonjenost sreče. Rešil jih je okvir gola. Cvjanović je priboril položaj za udarec, nameril proti levemu zgornjemu kotu. Vratar je žogo le pospremil s pogledom, a je zadela prečko. Avtor zadnjega poskusa pa je bil Velikonja. Ob njegovem udarcu vratar Coti ni dovolil spremembe rezultata in sledile so 11-metrovke za končno 3. mesto na turnirju. Med izvajanjem udarcev z bele točke sta bila uspešna Cvjanović in Velikonja. Ob Mertlju je v zadnji seriji zgrešil še Milec. Stančiju pa je bil natančen in zmagal je Vaslui. Ostal je vtis o dobri predstavi Maribora, zelo dobri za to obdobje priprav, ki imajo novo tekmovalno poglavje v torek ob 14, ko bo na drugi strani stal prvak Makedonije Škendija. Torek je prva naslednja preizkušnja proti Makedoncem. V tej preizkušnji bojo vsaj od začetka dobili minutažo igralci, kateri so bili danes na klopi. Potem še 2 preizkušnji, tako da imamo vse pogoje za dobro delo in želim si, jasno, jutrišnji dan bomo izkoristili, da si malce zacelimo rane od tega dela v tem tednu, potem pa spet en lep ciklus treningov in tekem, tako da mislim, da bomo priprave zaključili zelo dobro.